Dober dan od srede do srede, kolega Markeš, sreda je. Ja, lep pozdrav sem. V državnem zboru, kot vem, poteka posebna seja posvečena problemu korupcije, sklicana na zahtevo SDS. Vemo še druge stvari, ki se dogajajo v neposredni bližini, se pravi pred državnim zborom je bila tiskovka Gibanja za pravice Palestincev, pa manifestacija v podporo Julianu Assangeu. Pravi, to vse na pol kvadratnega kilometra se dogaja. Ampak dajva začeti z posebno sejo posvečeno korupciji. Domnevam, da bo ta seja, da se bo strinjal z mano, prispevala k izkoreninjenju korupcije v Republiki Sloveniji. Pa ali ne vem, a bi se midva spustila na to raven, da bi razpravljala o korupciji. Jasno sem te vprašal. Ta seja bo prispevala k izkoreninjenju korupcije v Republiki Sloveniji? Ja, ta seja ne bo prispevala k ničemur. To je približno tako, da bi na Brezjah naredil kongres o legalizaciji kurbišča. Če Janša in njegova stranka skliče sejo o korupciji, ni to največji anahronizem, kar je sploh mogoče. Mislim, to je žaljenje zdrave pameti. Paradoks. Nad paradoks. Jaz ne rečem, da pri drugih strankah ni protislove. Jaz ne rečem, da so druge stranke čiste, korumpirane so, ampak tega ne sme Janša razpravljati. On je zadnji, ki bi smel usta odpreti. On je merska enota bil za vse te stvari. Tako da bož, da se preseliva k Assangeu pa k palestinskemu narodu. Tam so stvari čistejše. Tako rečeva, ne? Ne, bi jaz vendarle vztrajal, da še kakšno rečeva o tem, korupcija je problem, se pravi, korupcija, kje druge, če ne v državnem zboru, prijet bika za roge. Ne, vse v državnem zboru nič narobe. Problem je samo, da ne iz strani SDS, Ker to je stranka, ki je, spomnim se, že v prejšnjem in vseh mandatih poprej, bila z prstom v marmeladi, kjerkoli se je kradlo, od te 6 nazaj in naprej, če smo pri tem, Žal mi je, se strinjam s tem, da je sistemska korupcija v Sloveniji en prav poseben problem v izhodišču zaradi neizvršene ali pa neizpeljane tranzicije, kot take že v samem prehodu od dogovorne ekonomije, od partijskega monopola nad ekonomijo. Vsi veliki sistemi so pač nastali kot partijske odločitve in to ne v slabem samo. Recimo Klinčen center je tipičen primer. Klinčen center je bil super pomembna ustanova svojega časa, vodil je Janez Zemljarič, bila je narejena iz družbenih sredstev na družbeno pobudo, vendar se je vedel, kdo to vodi. Vodila je partija, še več, vodila je ozka skupina znotraj partije, konkretno Janez Zemljarič je bil za to zadolžen in vsa korupcijska gibanja, ki jih danes zasledujemo v zasebnem sektorju, levo in desno, izvirajo praktično v tistem obdobju. Ne moramo pa zanikati dejstva, da je bil Klinčen center eden največjih projektov v podporo javnega zdravstva. Stvari so tu ambivalentne. Sama korupcija pa ni bila izkoreninjena sistemska prav zaradi tega, ker naša demokratična tranzicija ni potekla do konca. Zdrsamle je, sklopka je pregorela med tem. In kar je najhujše, je lahko pregorela tudi zaradi tega, ker so zgledi v demokratični zahodni Evropi oziroma v starih demokracijah pokazali, da se to sme, da se to da. Recimo to, kar počne zdaj Evropska unija v nesorazmernem opazovanju recimo 2 vojn, ena v Ukrajini, ena v Gazi, je tipičen primer popolne pristranskosti. To, kar počne zdaj prva evropska komisarka Ursula von der Leyen, ki se pajdaši z premierko italijansko Meloni, medtem ko ona žali Slovence, žali mene, žali tebe, in krši praktično vse principe enakopravnosti narodov v Evropski uniji. To je samo po sebi kršenje demokratičnih standardov. Da ne govorimo v govorici pravne države, vzemiva to, kar se je dogajalo včeraj in kar se dogaja danes. Ne vem, ta trenutek še ne veva, kakšen je izid, ali bo izid, ali ga bodo pustili oziroma ga bodo izročili Združenim državam Amerike ali ne, ali bo šlo to na Evropsko sodišče. Govoriš o Assangeu. Assangeu, ja. Skratka, ampak to, da od leta 2019 5 let človek živi v zaporu, v strogem zaporu, in ne pride do zelo preproste obravnave, o tem, to je samo po sebi,
to je nezaslišano. Ne? Temu bi se rekli sodni zaostanki. Ja, temu bi se preprosto reklo kršenje temeljnih človekovih pravic, če mene vprašaš. In to se dogaja v srčiki pravne kulture, ne? V Angliji. Ne? No, mislim, od tam izvira marsikater pravni standard, ki nam je za vzor, ne, in potem pač teže razumemo, zakaj potrebuje Velika Britanija toliko časa za to, da neko tako odločitev sprejme. Jaz bi rekel, da je to politično motiviran zamik. Ne? Namreč gre za politično motiviran zamik v političnem procesu, ki ima geostrateške implikacije. Seveda, zamislim si to. Dobro, lahko rečemo, da je Julian Assange, da je aktivist, ne? Ampak definitivno je bil on urednik medija in novinar, ne? Deklarirano, tako izkazano. Ne? In definitivno je on objavljal dokumente iz registra preiskovalnega novinarstva, ki se še kako tičejo interesa javnosti, zlasti zato, ker je skozi papirje dokazal kriminal, oziroma kršenje temeljnih človekovih pravic, kršenje civilizacijskih norm. Vse, kar je objavil, je bilo res, nič ni lagal. Ne? In zdaj, če njega izločijo Združene države Amerike in ga tam doleti kazen do 157 let, ne, po zakoniku iz leta 1917, ne, potem je treba zapreti še tiste, ki so bili uredniki pri Guardianu oziroma pri mnogih evropskih časopisih, ki so to objavljali. Assange je objavljal v konzorciju, ne, tako, in deli tega konzorcija so segali tudi v ZDA. Ne, in so v tem primeru enako so krivi za distribucijo, za izdajo državnih skrivnosti. Ne? Če je to ime igre. Gre za vprašanje obsega tožnice. Ne, obsega plasiranja zaupnih dokumentov v javnost. Ne? Pač, Assangeovi dosjeji zahteva kar močne strežnike, medtem ko tiskre v časopise prišlo je pač relativno mejhan. Ampak ne, logika je ista. Ne? In se pravi, zdrs na ravni demokratičnih standardov svobode govora, ne? Je enakoroden, recimo, kot zdrs preganjanja korupcije v Sloveniji, če tako rečem. In če si oni to lahko dovolijo, zakaj si slovenski, rečemo temu, milo rečeno, strici iz ozadja, ta lobby, ne bi prvoščil tega. Da preprosto malo goljufa, demokratične standarde. Ne? Ja. In v tem je ime igre. In zakaj bi pravzaprav v končni fazi obsojali to, kar počne Fidesz, govoriva zdaj o madžarskem Fidešu, o Viktorju Orbanu, če se pa spregleda to, kar počne Meloni, ki enostavno gre v fojbe oziroma naredi nek praznik, v katerem žali Slovane kot Slovence z aluzijo na sužne, na hlapce, se pravi ščavje. Skratka, to je nekaj tako nezaslišanega, da bi o tem moral razpravljati Evropski parlament. Iz tega bi mi morali narediti super case, super primer, ker to pa je, jaz se počutim užaljen, resnično užaljen, uradna Slovenija pa na to sploh ne reagira, ne pokliče ambasadorja italijanskega in reče, te pokličemo na pogovor, tako kot se to počne takrat, ko narediš velik flop, in podobne stvari. Nič od tega se ni zgodilo. To, kaj si oni mislili o komunistih slovenskih v zgodovini, to me ne zanima. Jaz imam o njih tudi slabo mnenje, ampak kot rečeno, recimo na primeru kliničnega centra ni bilo pa vse slabo in narobe, ampak v redu, če imajo oni odnos do tega, kar se je zgodilo v fojbah, dejansko v fojbah se ve vse. V fojbah ni več neznank, bila je narejena mešana komisija, v kateri so preprosto povedali, koliko je trupel tega in onega izvora, in izkazalo se je noter, da je noter vse kaj drugega, kot to, kar zdaj govorijo v Rimu, predvsem, in tukaj se pa igra zlomi, ne morejo pa dogodka konotirati prvič, brez tega, da bi povedali, da so zanetili enega najhujših fašizmov v svetovni zgodovini, ki je bil eden najbolj smrtonosnih za Slovence, celo poguben, to je prva stvar. In druga stvar,
da nimajo nikakršne osnove niti pravice iz registra svoje lastne arijske rase. Mislim, če pogledaš Salvini ali pa Melonijevo, sta sama karikaturi lastnih standardov arijske rase, če se smemo jih karikirano izraziti, vendar z nobenim nima v Evropski uniji in sploh na svetu pravico nekega dogodka konotirati z drugorazrednostjo druge narodne veje, Slovanov, naprimer. Jaz sem Slovan po poreklu, uradno. Mislim, ona mene nima pravice žaliti. Tako kot jaz nimam pravice žaliti, da je Romanka iz pozicije recimo germanske ali pa slovanske arijske rase. Da o Norvežanih in Skandinavcih ne govorim. Pa o Marsovcih in Vesoljcih. Kaj šele Izraelcih. Kolega, greva nazaj na trg. Korupcijo. Na trg Republike. Ja. Opozorilo nevladnih organizacij, Amnesty International, zraven gibanje za pravice Palestincev, v Gazi se odvija genocid. Zdaj, meni je bilo zanimivo, ko sem zaznal, da se je vodja opozicije oglasil prek omrežja X, pa je napisal ob obisku iz Jordanije, da bi bilo fino, če bi ta Jordanija pa mogoče kakšne Palestince sprejela. V smislu, da bi Jordanija odprla vrata za palestinske begunce. Zdaj, težava te pobude je, da očitno v nekih gremijih, navezah mednarodnih v resnici obstajajo ideje, kako bi prebivalstvo Gaze preselili nekam. Ena ideja bila itak že objavljena, da bi jih preselili na Sinajski polotok. Očitno se pojavlja še ena ideja, da bi prebivalstvo Gaze izselili proti Jordaniji. Vendar, Jordanija danes že gosti okrog 3,5 milijone Palestincev. Pravi, pobuda našega opozicijskega voditelja, naj pa Jordanija vendarle odpre malo vrata, je nekoliko trapasta, zaradi tega, ker je Jordanija sprejela izjemno veliko število beguncev in jim nudi ustrezno gostoljubje. To je približno taka zahteva, kot da bi, če se vrnem k Meloni in neofašistom, da ne rečem fašistom, da bi oni z vsemi kanoni napadli Slovenijo in potem izrazili pričakovanje, da bi nas Hrvati sprejeli. Ne gre, mi smo tukaj doma. Palestinci so pa tam doma. Ne moreš ti civilnega prebivalstva izseljevati zato, da bodo Izraelci dosegali svoje sionistične cilje. To je popolnoma napačna mentaliteta. Tudi Nemci so to počeli, ko so napadli recimo Slovenijo in so Štajersko izseljevali. In še več, že v Dolenjsko so se zažrli, ene so pač v Vojvodino izselili, eni so bili tam, eni menda v Bosni, ali kako že, recimo moja mati. Zlasti Srbija, ja. Moja mati je bila, moja družina po materi je bila internirana v Neresheim v Nemčiji in so jih tam naredili pač za neke delovno silo, na kmetijah in tako. Popolnoma napačna logika. Tukaj smo mi doma, nekdo drug. In tam so Palestinci doma, nekdo drug. Filistejci so bili tam od vekomaj, če obstaja ustreznica med Filistejci pa Palestinci. Tam ni bilo Judov, v Gazi. Če so zdaj, kolikor so, in upam, da ne bodo dolgo. In tu se je zdaj Amerika pa, po mojem mnenju, zlomila. Amerika je popolnoma šla ven iz civilizacijskih standardov s tem, ko je vložila veto v Združenih narodih. Veto na pobudo resolucije, ki je nastala v Alžiriji, se mi zdi. Ja, in interesantno je to, da Egipt recimo zdaj tam gradi zidove, gradi ograje, češ ne boste svojega načrta izpeljali, jih porinili k nam. In verjetno bi vsi morali biti tega mnenja, ne bodo se oni izseljevali, boste šli ven. Dajte jim državo, pa bodo sami uredili svoje odnose. In končno, ta logika, ki jo Amerika že zdaj sprejela, da je praktično celoten palestinski narod enako Hamas, je kar prevladala. Zdaj se pogovarja tako,
ko bo Hamas izpustil talce, bodo pa so Palestinci tudi v tem smislu žrtve Hamasa. Sej Hamas ni šel vprašati Palestincev, če ne začne svoje napade. Se bi verjetno na referendumu to padlo. Nihče od razumnih Palestincev ne bi rekel, zdaj pa pošljite, ne vem, toliko 1000 raket, pa 1200 ljudi pobite v Izraelu, ne? Kar je bil začetek tega. Ne? No, mislim, hkrati je od trenutka, ko je Hamas sicer prek volitev prišel na oblast, minil, če sem jaz to prav zračunal, precej več kot 15 let. Ne? Se pravi, Hamas pride na oblast z volitvami leta 2007. Ja, in stanje demokracije tam je problematično. Potem pa ne pride do naslednjih volitev. Seveda, ne. In to na podlagi česa? Na podlagi stalne presije, ne, iz strani pač Izraela. In ne vem, slišal sem, da je včeraj Žižek predaval v Cankarjevem domu in da je pokazal neke filme, v kateri so sionisti, celo neki Arabi in tako naprej, ne, direktno uporabljali genocidno retoriko, direktno govorili o tem, da so oni več vreden narod, medtem da so Palestinci pa biološko inferiorni, da so genetsko inferiorni, da niso vredni, da so narod, da niso vredni svoje države in podobne stvari. Mislim, če je to res, ne, se to je nekaj najbolj grozljivega, kar pomeni, ne, da se je dejansko Hitlerjeva retorika iz Berlina preselila v Jeruzalem. Ne? Ja, bi tle napovedal članek akademika Tineta Hribarja, ki bo v sobotni prilogi šel čez nekaj dni, ne, kjer se ukvarja na eni strani z analizo Biblije, na drugi strani z analizo genocidne retorike na strani Izraela, ne, in v tem to združi v sliko sedanje katastrofe. Ja, se to po eni strani to je mogoče, po drugi strani treba pa zelo jasno povedati, ne, da retorika pač stare zaveze, ne, je retorika svojega časa. Ne, to predstavljati, namreč to sionisti zdaj počnejo. Ja, medtem ko pa sama moderna država, ne, da tudi izraelska moderna in liberalno moderno tokovi v Izraelu tudi demonstrirajo zdaj proti tej logiki. Ne. In tukaj smo vedno v pasti, ne, da Judov ne označimo za Jude v enem kosu, ampak da dejansko govorimo o izraelski državi pa o Netanjahovi desnici bolj korektno, pa mogoče o globokem sionizmu, ne, ki je latenten in tam deluje in tako naprej. Predvsem pa v tem, da se je v bistvu ta sionizem zažrl v strukture ameriške demokracije, ki nima z Američani nič skupnega, ampak samo zažira njihov prostor za to, da organizira kapital za svoje cilje. Ne. To je zdaj več kot očitno postaja. Ne. Mislim, če ljudje izgubljajo službe, tako kot na Harvardu, ne, preprosto zaradi tega, ker se upirajo na podlagi zdrave logike, ne, očitnim manipulacijam. Ne. Celo v Angliji, če ljudje izgubljajo službe v medijih, kakršen je Guardian, zaradi tega, ker rišejo karikature, tako kot so jih 40 let risali. Ne. Mislim, to je res nekaj. V eni popolnoma novi paradigmi, v kateri bo treba vse do zdaj uveljavljene pojme o modernih tokovih in o samoumevnosti nekih zvez na novo premisliti. Dobro, kolega Markeš, hvala za tokrat. Nadaljujeva čez en teden. Drži.